Dober večer, dobrodošli v drugi oddaji 12. sezone oddaje Ženska arena. Nocoj je Ženska arena in on. Okna. Ko vstanemo zjutraj, pogledamo skozi okno, kakšno vreme je, ko se poslavljamo ali ko pričakujemo drago osebo, pogledamo skozi okno, ali že prihaja ali ko odhaja. Ko nam misli pobegnejo nekam daleč, pogledamo skozi okno. Ob meni sedi gospod, ki pa se dejansko z okni, poleg marsičesa še drugega zanimivega, ukvarja že vse življenje. Dober večer, dobrodošel, gospod Franci Pliberšek. Ja, dober večer. Lepo pozdravljen v Ženski areni. Hvala, da si se odzval. Dogovorila sva, da se bova tikala, kajti tudi med nama obstaja neko zelo dolgoletno znanstvo, kar bomo potem v oddaji tudi povedali od kdaj. Naš Franci je znan v Celju in praktično v vsej Sloveniji kot lastnik in generalni direktor podjetja MIK Celje, kaj ne? Drži. Ukvarjamo se s podjetništvom že 33, pravzaprav tudi 36 let. Prvič sem začel kot SP leta 87, s podjetjem pod leta 1990 naprej. Tako da neka zgodovina je za mano. In verjamem, da sem se kaj naučil in tudi kaj dal v okolju, v katerem živim in delam. Brez skrbi, zelo zaznano je tvoje delo. Greva na začetek. Rojen si v Celju, si Celjan? Drži, ja, Celjan. Rojen sem v Trnovljah, v Gajih, tako da leta 66 in tudi nadaljeval v osnovni šoli Hudinja, potem srednjo šolo gradbeno v Celju končal in potem končal šolo za arhitekturo v Ljubljani. Tako da sem v bistvu po poklicu arhitekt. Nikoli nisem bil v nobenem podjetju, razen 14 dni v Ingerju na praksi, tako da samega začetka, ko sem začel od 21 leta dalje se ukvarjam z podjetništvom in tako da mi je nekako to v krvi. Probam o tem uživati, kolikor se da in si postavljati sam svoje izzive, ki me delajo srečnega. Dejansko kot študent si se že lotil podjetništva. Pa pojdiva še malce v otroštvo. Hudinjska osnovna šola so lepi spomini. Takrat vas niso starši vozili v šolo, kaj ne? Ja, lepi spomini. Mi smo imeli v šole približno 45-50 minut, tako da smo se lahko nadihali, prišli v šolo sveži in mislim, da kar v redu, da ni nobenih problem. Mislim, da to mogoče sedaj malo preveč razvajamo otroke tako in drugače in so premalo samostojni in to je tisto, kar te bo temu, ko odraščaš, moče narediti tudi potem bolj jeklenega v odločilnih trenutkih. Kakšen je bil Franci kot otrok? Je bil edinec? Ja, jaz sem imel sestro, zraven Brigito, tako da smo imeli kar lepo pestro vse skupaj. Vem, da sem se v osnovni šoli veliko držal teh dodatnih fakultativnih predmetov, tudi folkloro sem plesal zelo uspešno, tako da smo lepe spomine na osnovno šolo, kakor tudi srednjo šolo, tako da smo veliko dobrega dali skozi, veliko sem se učil, hvala vsem učiteljem, ki so znali v meni prevideti tudi neke dobre stvari, tako da jaz sem nekako hvaležen vsem, ki so bili na moji poti. Omenil si folkloro, je še kakšen drug hobi že takrat bil? Ja, fotografija, folklora, go-kardi, kolesa, različne stvari. Predvsem sem pa tudi užival v znanju matematičnih, naravoslovnih poklicev, tako da to me je nekako pripeljalo potem tudi na arhitekturo in ker mi je dala zelo veliko, predvsem širino pogleda na jutrišnji dan, na kaj se bo dogajalo jutri po jutrišnjem in to je tisto, kar mi danes v teh zadnjih letih nudi veliko možnost v bistvu nekega razvoja, nekega videnja v prihodnosti, tako da sem vesel in srečen za vse to. Študij v Ljubljani je verjetno velika prelomnica in sprememba. Ja, v študiju v Ljubljani sem prvoletnik, bom rekel, res bil pravi študent, potem že v drugem letniku sem začel s podjetništvom leta 87, tako da sem potem bil ponovadi 3-4 mesece v Ljubljani, vse ostalo sem se ukvarjal z proizvodnjo ladijskega poda, tako da nisem bil čist pravi študent, ker že v drugem letniku sem začel ukvarjati s podjetništvom. Ampak to me je zanimalo, cilj sem si postavil tudi diplomiram leta 1994 in sem tudi diplomiral, tako da sem hvaležen vsem profesorjem
predvsem mojem mentorju, profesor dr. Brezarju, ki me je res veliko naučil in da lahko danes to uporabljam pri svojem delu in tudi učim, bom rekel, svoje zaposlene v vrlinah, bom rekel, dela in to je tisto največ, kaj lahko imaš oziroma kaj lahko daš. Pa se ustaviva pri tem začetku tvoje podjetniške poti. Zelo mlad. Kako? Kaj se je zgodilo, na kak način in ali je bilo to težko takrat v tistem času? Vsakič je težko, vsakič je lahko, kakorkoli gledaš. Jaz mislim, da je pomembna ena stvar, da v vsakem trenutku uživaš tako, kar počneš. Če si predstavljaš preveč ambiciozne cilje in jih ne dosežeš, ni v redu. Tako da treba iti korak za korak in potem prideš lahko na Triglav ali pa tudi na Kilimandžaro. Tudi tja si prispel. O tem bova še spregovorila. In kot si omenil, je bila lesna industrija ta, ki je... Začel sem z izdelavo, bom rekel, obdelavo lesa, kasneje ladijske poda, potem okvirje, za slike, potem prodajaš strojev, potem proizvodnjo stavbnega pohištva in zadnjih 15 let se ukvarjamo z preračevalnimi sistemi, tako da in tudi malo nepremičnin, tako da sem nekako probam, ko neko stvar speljem do nekega momenta, probam predati stvari drugi ekipi in bom rekel, samo uživati, včasih moraš tudi vrniti nazaj, ki pač vedno tudi kakšne stvari ne ratajo, ampak ne zato, to je pač življenje, enkrat so spanje, so gor in dol, padci so, bom rekel, rast, dobra leta, slaba leta, vedno so neka nihanja, to je življenje in tako ga treba sprejeti. Najbolj pomembno je, da se vedno zveš same sebe, svojimi pravili, svojimi načeli in da v okolico, v katerem delaš, da jo vidiš ne samo v besedih, ampak tudi v dejanjih. Tudi v dejanjih. Družino si ustvaril mlad? Ja, družino sem si poročil z leta 1994, tako da 28 let. Je vse se upadalo, konec študija. Ja, to se skupaj nekako, konec študija, tako da sem vesel, da imamo 3 otroke in predvsem največja vrednota je, da lahko nekomu pokažeš, kako se dela, da so samostojni in to je tista največja vrlina, bom rekel, ki jo lahko starš da otrokom. Tvoja družina je tudi del tvojega podjetja. Ja, bom rekel, vsi so nekako izražali, bom rekel, željo po delovanju, zato smo tudi nekako že leta 2017 se odločili, da bom zapustil podjetje 31. strave stavbno pohištvo, nekako predal nekemu timu, v kateremu delajo noter tudi otroci in to sedaj tudi nekako izpolnjuje, ni lahko, bom rekel, sesti se take velike čevlje, kako se temu reče, pa buti, ampak jaz verjamem, da se to bo da, če bo veliko želje, potem zagotovo se stvari pridejo, tako kot nekako vsi so nekako izražali željo po delanju v podjetju, čas bo prinesel svoje, bom rekel, da bomo videli kako in kaj. Če bodo uživali, tako kot sem jaz, potem zagotovo pot ni enostavna, ampak če imaš nekako interes, da delaš z ljubeznijo, z veseljem, z srečo, potem ti nič ni težko. So pa lepi trenutki, pa včasih tudi malo težje, ampak to je pač življenje in tako treba vzeti, paketu. Tako je. Dobro in slabo, vse je v istem paketu. Bilo je zelo veliko dobrega, moram priznati, ni bilo tukaj slabega, ampak včasih moraš biti malo tudi klene volje. Malo se potrpežljiv, ne gre vse čez noč. Tvoja podjetniška pot in pa potem kasneje tebe in tvojih sodelavcev in tvoje družine se je najprej začela nekje v neki garaži in potem, zanimivo, tu na tem področju, kjer sedaj skoraj sediva v poslovni oziroma v industrijski coni Emo. Ja, bom rekel, začel sem res v garaži skupaj potem z ladijskim podom, potem z okvirji za slike, te tudi prve slike, ki izhajajo leta 90-91 v Celju, prej sem imel po četrtko delavnico. Tako da sem vesel, kasneje smo tudi leta 16 zakupili tle v Emo prostore, Emo Friti, eno halo preuredili in štartali za proizvodnjo. Takrat smo tudi se spoznala, 23. aprila 98, ko se je vodila otvoritev prvega okna. Tako da potem pač je šla zadeva naprej. Mi smo se 2000 kupili takrat 4. računalniško
vodeno proizvodnje stavbnega pohištva v Evropi, naredili zelo veliko rast, imeli v obdobju 2001 do 2010 okoli 45,7% rast po številu ljudi, po prometu in vsem ostalem, kar je pomenilo, da smo se leta 2007-2006 odločili, da naredimo novo tovarno v Vojniku, v Obrtni coni tudi naredili, tako da tam sedaj uspešno poslujemo in tudi čez dobrih 14 dni, oziroma slabih 14 dni, 25. imamo tudi otvoritev inštituta za prezračevanje, o katerem bomo tudi lahko še kaj rekli kasneje. No, in v tem segmentu stavbno pohištvo, kot si povedal, vse je raslo, vse je napredovalo, od začetnih 2, 3, 4 zaposleni, koliko vas je sedaj tam? Ja, zdaj nas je okoli 180 zaposlenih, bom rekel plus 80-90 naših monterjev, poslovnih partnerjev, ki delajo za nas, tako da to smo ekipa zadnjih 10-12 let, tako da to je neka stvar. Zdaj z štartom proizvodnje bomo načudili tudi novo delovna mesta v proizvodnji prečevalnih sistemov, tako da, ampak pravim, treba je vedno izkoristiti stvari, katere imaš pred sabo, tekmovati sam s sabo, to je najbolj pomembna stvar, da sebi postaviš izziv. Sebi postaviš izziv, nisi nikoli poraženec ali pa nisi nikoli zmagovalec, kako gledaš, vedno treba gledati pozitivno. Jaz sem zelo vesel, predvsem sem vesel tudi, da sem znal vsa leta ustvarjati okoli sebe ekipo ljudi, ki zaupajo, ki verjamejo v ta produkt. Podpirali smo šport, kulturo, humanitarnost in to nas je nekako prikovalo tukaj, ki smo, da imamo takšno blagovno znamko in da pač marsikdo se spomne tudi reka, takšno okno imel tudi jaz, Edija Kovšarova. Seveda, našega Edija. Velikega promotorja slovenskega športa in jaz sem vesel, da nam je to uspelo. Tako da. Ta reklama je ostala v spominu zavedno, takšna okna imel bom tudi jaz, to še danes se kdo poheca, ko pride beseda do oken in do podobne teme. Bil si tudi kopitarju našemu. Tudi Anže je tu sponzor, kar je tudi posebna zgodba. On je bil naš promotor te zadeve, moram priznati, da Anže je tudi zelo korekten, skromen fant, zelo veliko uspehov, ki ga je potegnila njegova delovnost, njegovi rezultati, trdna volja. Mislim, da je prvi klub in zadnji klub v Los Angelesu in zelo uspešno kraljuje tudi steber slovenskih reprezentancev, tako da sem zelo vesel in ponosen, da smo se našli in da smo imeli 3-letno sodelovanje. Je sodelovanje v tujini s tujim športnim klubom ali slovenskim kaj drugačno? Moram priznati, da ni, vse posod so interesi po promociji enega kot drugega. Jaz mislim, da smo z razvojem, z marketinškimi agencijami, marketinškimi potezami, ki smo imeli z Edijo Kovšarovom, naredili zelo veliko za celjski oziroma slovenski šport, kar se tega tiče zraven, če gledamo. Mi smo tudi aktivni, bili tudi državni reprezentanci, tako naprej. Razvoj v 2006, ko je bil MIG tudi sponzor, MIG prve lige, smo naredili zelo veliko TV prenosov na RTV Slovenija, tako naprej, da se je kar okosje reprezentance, ki je vladalo 2011, se je nekako razvijalo v obdobju 2006 do 2010. Predvsem smo ponosni, da smo razvili v teh manjših klubih stvari in da je to postalo nekako, bom rekel, zelo prodorno in imam lepe spomine na te čase stvari. Lepo. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dobro poslušajte najin pogovor. Povedala bova še veliko zanimivih stvari. V drugem delu oddaje bo moj spoštovani gost Franci postavil tudi nagradno vprašanje. Prinesel je krasno darilo, knjigo, o kateri bova tudi nocoj še spregovorila, Šepet metulja, povezana je tudi z eno premiero in tako dalje. Skratka, prisluhnite nama in morda boste ravno vi srečni prejemnik te knjigice. Midva pa se vrniva v podjetje MIG, prezračevalni sistemi. Okna poznamo to, tvoj del zgodovine
z okvirji in podobno. Prezračevalni sistemi pa so novejša zadeva. Kako si sploh prišel na idejo in kako se je razvil ta projekt, glede na to, da je tudi uspešen in da je tudi svojo proizvodnjo, svoj obrat moral dobiti in prostore večje in tako naprej. Ja, podjetje MIG Celje se vse skozi ukvarja z kvaliteto bivanja. Kvaliteta bivanja je tisto, kar narekuje, se pravi stavbno pohištvo, zaščite proti energetskim izgubami, se pravi proti zaščiti proti hrupom. Se pravi well-being je tista stvar, ki je, bom rekel, narekovala vse skozi MIG. Zato smo se začeli že daljnega leta 2006, začeli po nagovarjanju mojega profesorja z fakultete, dr. Petra Novaka, da me je opozoril, on je bil podpredsednik Evropskega združenja za prezračevanje, da stavbno pohištvo z novimi računalniškimi linijami preveč tesnijo in da je treba nekako stanovanja prezračevati, ker prej so bila stara okna in niso imela takšne, bom rekel, kvalitete tesnenja, kar je bilo dobro za prezračevanje. Včasih so bila okna bila tam okoli 3,5 do 4,5 vata na kvadratni meter Kelvina, danes so pa tam okoli 0,6 do 0,8, da vidimo velik razvoj, velik korak naprej in tako, da smo potem začeli z razvojem tega produkta in ga tudi po 3 letih, od 2007, smo začeli s tem produktom jeseni in smo tudi do 2010 nastavili na Celjskem sejmu. Takrat, ko smo se ukvarjali s tem, je bilo tako, kot da bi se ukvarjalo, ne vem, za odpiranje, bom rekel, Zahodne Amerike v 16. stoletju, ampak dejstvo je, da tu smo danes zelo vesel na tim, na ekipo, da smo lahko toliko energije, časa vložili v to. Imamo produkt, ki je zagotovo odličen, svetoven in lahko se ponaša za znanje in za produkti, ki jih pač marsikateri produkt nima. In posledica tega tudi je, da bomo sedaj odpirali naš inštitut, razvoj, ki smo zdaj znotraj MIG-a, ampak ta produkt dobi svojo tovarno, svoj razvojni inštitut, v katerem bodo noter tudi povezane start-upi in bodo lahko nekako kreirali. Skratka, inštitut se bo predvsem namenjal temi prezračevanja, bo nekaj tudi kvalitete vode in hrane, največ seveda na prezračevanju in kako tudi na vodih. Imamo neke projekte, bomo videli, kam bo šlo v tej zgodba. Torej, kvaliteta bivanja na vseh področjih je tisto, kar je MIG zavezan, bom rekel, svojim ciljem in tle noter, bom rekel, pač delamo in sem vesel na tim, ki nekako dela in ima produkte, katerega si želijo marsikdo po svetu. Čudovito. O tem, kakšni produkti so, kako se razvija, kaj bo naloga tega inštituta in še marsičem, bomo spregovorili po čisto kratkih oglasih. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. Spet smo nazaj v oddaji Ženska arena. Zelo zanimiv pogovor v prvem delu oddaje. Moj spoštovani gost Franci Pliberšek, ki je povedal o svojem odraščanju, o mladostniških letih, študijskih letih in o tem, kako se je lotil podjetništva, kje in kaj je nastajalo prvo in prišla sva nekako do inštituta. Že nekajkrat sva ga omenila v nocojšnji oddaji, pa bi te prosila, da nam sedaj malce podrobneje poveš o tem, odkot ideja. Omenil si prej svojega profesorja, ki ti je sugeriral glede razvoja. Produkti v podjetju MIG nikakor niso samo zaradi kvantitete, ampak zaradi kvalitete in pri vas delate na razvoju, na dobrem bivanju, na zdravem bivanju.
Pa malo o tem lepo prosim. Ja, bom rekel, vse skozi vsa leta pač delaš na razvoju produktov, že daljnega 2013-2014, ko smo se pogovarjali, smo s profesorjem potovala na Kitajsko neke projekte, je padla ideja, da je bilo dobro inštitut, čase niso bili takrat najbolj primerni, no se, hvala Bogu, zdaj smo zadeve speljali v letih 2021 sem se zadevi januarja štartal za projektiranjem in nekako po letu dni projektiranja in dobro leto dni, 15 mesecih same izvedbe, bo tudi 25. septembra odprt inštitut v velikosti 3200 kvadratnih metrov, zraven in tudi 3000 kvadratnih metrov proizvodne in skladiščnih prostorov, tako da bo to zagotovo en odličen projekt. Notri bodo namenjeni tudi start-upom, ki bodo delali na področju tega prezračevanja in podobnih stvari, kvalitete bivanja. Res je, da je zelo veliko ponudbo, tle je treba nastaviti dobro ekipo, ki zbira ta prave stvari, da vidimo. Najbolj pomembna stvar pa je, da tudi lahko bomo start-upom ponudili, da lahko se tudi srečajo z izkušnjami z našimi nabavniki, pravi, naš proizvodni proces in včasih kakšne stvari, ko kaj kdo dela, če nima koga kaj vprašati, je v bistvu lažje. Podobni projekti ima tudi podjetje Devesov, Katapult, kjer uspešno delajo že zadnjih 5-6 let in tako da je to zagotovo neka sinergija, ki vleče mlade ljudi, ki dobijo priložnost in lahko potem postanejo dobri podjetniki in samostojne osebe in rastejo za tistim, kar pač želijo delati. Torej, vsekakor družbeno koristno v vseh ozirih, zdravo za bivanje, nova pridobitev na tržišču in pa nove priložnosti za marsikoga. Sam produkt zagotovo, inštitut bo imel tudi snemalni studio, pač kreiramo skupaj z avtorji Mateje in Alenom tudi te stvari, ko smo jih prej omenjala, išla je tudi knjiga in film Šepet metulja, ki bo imel premiero letošnjo leto v oktobru, 12. oktobra v vseh kinih po Sloveniji. Da še enkrat poveva gledalkam in gledalcem, dobro poslušajte, še proti koncu oddaje bo moj spoštovani gost Franci postavil nagradno vprašanje in ta knjiga Šepet metulja bo lahko vaša, če boste pravilno odgovorili. Kaj ne? Drži. Tako. Premiera si povedal, da bo v oktobru, napisala jo je Mateja Zorko Pavšar. Ravno prej sem omenila, v spominih se mi je obrnilo leta 2019, ravno v tem tednu si bil gost presenečenja Mateji in prinesel se mi to knjigo za darilo. Vsemogočni v ogledalu. In že sva prišla do knjig, ki so tudi tvoja velika ljubezen in ki jih tudi sam pišeš. Ta knjiga pa je sploh nekaj posebnega. In za brati, in vsebinsko. Moram povedati, da kadarkoli odprem enak stavek, drugače preberem in mi nekaj drugega pove. Ja, jaz sem zelo vesel, da smo Mateji napisala to knjigo leta 2012 je šla, pisala smo jo dobro leto dni od 2010 do 2011, potem nekako malo stala. Ko še enkrat na počitnice v Turčijo, sem lektoriral, še enkrat prebral in sem rekel, da je to knjiga. Zelo vesel sem, da je to opazila tudi, bom rekel, Merči Šimov, ki je vodilna ameriška pisateljica, ki je napisala predgovor za to, njene knjige so zelo uspešne, več jih je imela, najbolj znana pa je seveda Chicken Soup, katera je predala več kot 14 milijonov izvodov, 112 tednov The Best Seller na New York Timesu. V Ponatisu pa je dala odličen govor, to, ko si malo prej rekla, naša draga Manca Košir, katero predtem, dokler ni prebrala mojo knjigo, nisem poznal, potem je bila pa največja promotorka najine knjige z Mateji in sem zelo vesel raznih, bom rekel, klicev, raznih SMS sporočil ali pa mailov, kako se lahko najde, bom rekel, vsakdo v tej knjigi noter, od Mlada ženska, v bistvu napisana je po resničnih dogodkih, smo tudi naslov, da iz prakse v teorijo, ne iz teorije v prakso.
dogodki, ki sem jih jaz doživel z svojimi sodelavci prvih 20 let v podjetju in dvogovor med mano in med Matejo, kako lahko ona kot mlada ženska to lahko uporablja pri svojem načinu življenja. Mislim, da smo zapisali te knjige oba zelo, bom rekel, odrasla, predvsem pa sem vzel še enkrat, bom rekel, Manci Košir in drugimi, Tonetu Petelinško, ki dela oddajo v knjigo na RTV Slovenija, ki so bili po pregledu te knjige, bom rekel, zelo največji promotori. Ko smo imeli predstavitev leta 2012, bom rekel, v Mariboru, Evropska prestolnica kulture, smo bila, jaz in Mateja zraven slavnih slovenskih pisateljev, kot so Jančar in podobno, in tukaj moram priznati, da kar lepo občutek, da nekako vidiš, predvsem pa, da se ti bralci tudi, zdaj je že knjiga zunaj 11. leto, še vedno me ljudi sprašujejo, kje lahko kupijo in podobno, in tako da sem ponosen, zelo ponosen svojo prvo knjigo, najino knjigo, ko smo napisali Mateja in jaz, ker je pač dala nek elan meni in njej, tako da sem zelo vesel takšnega ustvarjanja. Lepo. Zanimivo je, da se knjigic v zvezi s tabo ali s tabo lotevajo ženske. Te dni je šla še ena zanimiva knjiga, avtorice Tinkare Fortuna. Vsak svoje sreče kovač. Vsak je svoje sreče kovač. Kaj lahko poveva o tej knjigi? Ja, knjigica, ki je prišla ideja zraven Tinkare, ki so Bipop, kot tudi naše promotorke na naši akciji, ko imamo pač Otroci na morje. Vsako leto pripravlja koncerte v Areni na Debelem rtiču. Treba je nekako izdala ideja, ona piše pač knjige za otroke, če lahko naredi skupaj z Miljano Niničo tudi knjigico Vsake svoje sreče kovač, ki pisuje nekako moje življenje, skupaj odraslo, tako da jaz verjamem, da nekako je vrisana kot slikanica, kako pač nekako, če pogledamo, zelo lepo, predvsem je napisano tudi v slovenskem in angleškem jeziku, tako da bo lahko tudi marsikatera otroki, slovenski otroci po svetu, v Kanadi, Ameriki in drugod, lahko tudi moče ohranili kakšno slovensko besedo. Tako da sem zelo vesel in ponosen in verjamem, da bo navdih marsikomu od otrok, kako je Franci šel po svoji poti od to, kar smo se bojali od rojstva, pa seveda do sedanjih uspehov v slikanici za otroke. In Bošti Art je tudi ilustriral to zadevo in verjamem, da sem ponosen. Hvala vsem, Milanu Niniču in seveda Tinkari za idejo in seveda sedaj za realizacijo te čudovite slikanice za otroke. Hvala tudi tebi za lep opis te knjige in ker smo ravno omenili Milana Niniča in ker veste, da je Ženska arena v mesecu septembru tudi dobrodelna, prosim režijo, da nam spet prikažejo podatke, kje zbiramo denar za vse iz poplavno ogroženih področjih, ki so ostali brez domov, ki so ostali brez vsega praktično, ki jim je vodna ujma prizadejala hudo gorje. Naj pa povem tudi to, da je od danes na spletni strani humanitarnega društva Enostavno pomagam na voljo obrazec za prošnja za enkratno pomoč. Torej, poiščite na spletu humanitarno društvo Enostavno pomagam. Tam lahko izpolnite obrazec za enkratno pomoč. Vse navodila in vse informacije so na njihovi spletni strani in vam bodo morda lahko pomagali vsem tistim, ki ste se znašli v stiski v tem hudem času minulih poplav. Je MIK podjetje Celje tudi pomagal? Ja, seveda želimo pomagati, nočemo dati na velik zvok, dali smo ven razpis, da bomo obnovili eno kompletno hišo. Marsikaj druga smo pomagali, ampak ni pomembno, da govorimo. Pomembno so, da so tisti, ki so to prijeli, zelo hvaležni in upamo, da takih časov bo čim manj. Ampak pač to je življenje. Zelo pomembno, sem vesel na Slovenci, da smo tako dobrodelni, da si pomagamo in so lahko marsikomu, tudi podjetnikom in predvsem tudi politikom velik
izziv, se pravi in zgled. Predvsem bi se rad zahvalil gasilcem, ki neumorno pomagajo, so eno največjih društev v Sloveniji in so prihajali iz Bele krajine v Savinjsko dolino, Koroško in to je ena velika hvala. Tu se vidi, da je v bistvu ta slovenska v bistvu dobrodelnost oziroma zahvala pri nas doma in marsikdo se lahko v svetu tega naučijo, to ne znajo narediti Amerikanci, pa tudi Nemci. Res je. Imamo nekaj posebnega, kar nimajo nikjer na svetu. Nažalost, nam prav pride le v hudem. Ko pride dobro, se marsikdaj na te ljudi tudi pozabi. Jaz mislim, da tisti pravi, ko dobijo darilo, tisti nikoli ne pozabijo. In to tudi prav, tudi lahko povem podatke, mi si že 18 leto vozimo 100 otrok na morje, več kot 2100 otrok smo peljali na morje. Mi se vsako leto dni udeležimo, okoli 20, bom rekel, naših zaposlenih, lahko preživim cel dan z njimi. Za me nam je zelo lepo in ko slišiš besede otroka, da stric, ta teden sem pa lahko trikrat na dan jedel dobro, toplo hrano, ti pove, kje živimo. Tako da jaz sem zelo vesel, da na akcijo, katero smo začeli 2006. Leta, tudi z Matejo Zorko, ki je dala pobudnica tega projekta, jaz sem ga podprl. Z Matejo smo očitno že kar nekaj dobrih stvari upeljala v ta projekt zraven in pri tem seveda oba dva in vsi najini sodelavci zelo uživajo. V zadnjih letih pa tudi društvo enostavno pelje, pomaga pri tem projektu, ker vem, da to je zelo veliko 3-4 mesece intenzivnega dela, preden izberemo otroke in potem spomnimo vse formularje, da jim lahko ponudimo en teden brezskrbnih počitnic na Debelem Rtiču, kjer je res dober prostor, 14 hektarov, velik zaprt kompleks, kjer lahko otroci delajo, športajo, plavajo, se igrajo, ustvarjajo art in tako naredimo marsikatero presenečenje. In sem tudi prej omenil, bi se zahvalil skupini Bipop, da že zdaj šesto leto in pripravljajo v areni koncert ne samo za naših 100-200 otrok, ampak tudi za vse otroke Debelega Rtiča, katerih pride po 500 do 600 otrok. To je zelo lepa gesta in sled tega gesta tudi nastaja naša knjigica. Jaz verjamem, da nekako vsi, ko smo soustvarjamo te projekte, pri tem uživamo in smo zelo veseli, da lahko soustvarjamo lepši jutri teh otrok. Zelo pomembno tudi je, da bi rad poudaril, da so nekateri, ko so bili včasih naši otroci na morju, zdaj tudi vzgojitelji in to je tisto, kar vsi v tem uživamo, se vrnejo naprej in to je tisto največ, kar mene osebno napolnjuje, da lahko soustvarjam, bom rekel, tako zgodbo Mikovih kreacij. Lepo. Če še malce ostaneva pri tej knjigi, Še pet metulja. Kako ste sploh prišli na idejo? Ja, ko smo soustvarjali, bom rekel, projekte naprej, ko je šla prva knjiga, potem ko je šel tudi prvi film Vloga za Emo, zraven skupaj rešitve, na to smo rekli, da bomo naredili nekako spet neko zgodbo, bom rekel, kako je Franci skozi svoje leta zelo veliko študentov spremenil v direktorje, izvršne direktorje, inženirje. Nekako tu je padla ideja Mateja, kako bi lahko to naredila in v šolskem centru, ki je imela možnost sodelovati tudi za avtisti, je padla ideja. 2017 smo nekako podprli, zorela je dobre 2 leti in 2019 smo nekako se dobili na nekem pri dvorišču oziroma na atriju zvečer in skupaj z svojimi Mikovimi sodelavcimi, Tanjo in Urošom in Matejo in Alenom nekako skreirali, kako bi naj ta knjiga nekako bila. Mateja je spisala režijo, potem smo malo dopolnili, zraven skupaj, če je zato pišeno, da je to pač po navdihu mene zraven narejeno. Vsekakor smo z Matejo in z Alenom nekako razumejo moje koncepte dela in jaz verjamem, da film bi mogel biti posnet leta 2020, ampak zaradi korone se to ni zgodilo, ampak posneli smo ga leta 2022, tako da zdaj je leto dni trdega dela. Jaz verjamem, da bo z 10. oktobrom, ko je prva premiera v Ljubljani, Cinemaplex je tudi kupil, da bo šlo po vseh kinih po neko Sloveniji in tudi kasneje Evrope.
prijavljeni so tudi na Portoroški festival, bom rekel, v Istanbulu, bom rekel, na filmske festivale, tako da jaz verjamem, da bo film en velik navdih mladim, kako se da ustvarjati s trdim delom in ali kot glavna vloga je avtist. To pomeni, da tudi naše podjetje da priložnost oziroma da damo pravno tudi ranljivim skupinam, ki nimajo možnosti, ki jih lahko ponavadi družba meče na stran in film zagotovo dobro, da si ga ogledate. V vseh kinomratih bo na sporedu od 12. oktobra dalje, bo rekel velik navdih mladim, da se z močno voljo, z trdim delom, z padci in sponi na koncu le splača, bom rekel, narediti en dober projekt, ki bo marsikateremu, tako tudi knjiga Vsemogočno gledalo, dala navdih in upanje za boljši, lepši jutri. Res je tako. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, knjiga Šepet metulja, kot ste slišali, zelo zanimiva vsebina, je lahko vaša. Čez nekaj trenutkov bova s spoštovanim gostom Francijem postavila tudi nagradno vprašanje, tako da le prisluhnite nama. Zakaj bo premiera v Ljubljani? Ja, bom rekel, Mateja in Alen, kar se tiče teh marketinških aktivnosti, sta se pač odločila, tako Cineplex se je podal, danes je tudi novinarska konferenca v Ljubljani na Rudniku, tako se je odločil, bom rekel, filmski, sedaj ta, ko je pač film odkupil in ga bo lansiral Cineplex, tako da seja v Ljubljani, Celju, še vloga zajema je bila v Celju, tako da najbolj pomembna stvar je, da bodo potem lahko imeli gledalci možnost ta film videti. Jaz sem normalno že videl celotni film, rad bi poudaril, da sem zelo vesel, da smo nekako skupaj ustvarili en dober produkt, predvsem pa, da so vsi igralci, Brane Vržan, kot igra mene, lik noter, in tudi Matejo, Ana Praznik, tudi naša poslovna, bom rekel, promotorka zadnjih 3-4 let, nekako so ustvarjali neko zgodbo in pozorili na te ranljive skupine otrok in na koncu je tudi uspel narediti en odličen produkt. Bil povabljen v našem podjetje, nekako jaz sem ga prepoznal in njegov uspeh nekako po 4-5 letih trdega dela je bil opažen in vse to boste videli zagotovo v filmu, kjer vas bodo mladi igralci z Srednje tehnične šole v Celju na multimedia projektu lahko pripričali, da lahko film nastane z malo profesionalnimi igralci in več kot 50-60 dijakov je sodelovalo pri tem projektu in verjamem, da je film en dober in bo dal marsikomu navdih po boljšem življenju, predvsem po izzivih, da se splača vztrajati, da se splača verjeti v sebe in da z takim trdim delom, spoštovanjem do ekipe, za skromnostjo lahko doživiš velike rezultate, kar so marsikateri v našem podjetju tudi naredili uspešne zgodbe. Res je in tudi tvoja življenjska zgodba to dokazuje, kaj ne? Bova postavila našim gledalkam in gledalcem nagradno vprašanje, da nama ne zmanjka časa, kajti ena urica se hitro obrne. Ja, kaj rečemo, kako je naslov filma, ki bo premiera 10. oktobra v Ljubljani, ki govori o življenju, bom rekel, o mojem življenju in mojih zaposlenih, o katerem smo malo prej govorili. Mislim, da vprašanje ni preveč težko. Verjetno ni. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, izpisale se vam bodo telefonske številke na TV ekranih. Pokličite, če boste odgovorili pravilno na Francijevo vprašanje, kako je naslov filma, ki bo doživel premiero v oktobru, začetku meseca oktobra, 10. oktobra natančneje, bo knjiga Šepet metulja lahko vaša. Tudi podpisal bom zraven naprej še v Matejinem imenu. Tako. In izplača se, jaz je še nisem prebrala v celoti, po delčkih pa mi je že bila razkrita vsebina in komaj čakam, da nocoj pridem domov, da se je lotim. Franci poslovnež, Franci humanitarec, Franci
vpet v športne aktivnosti kot član mnogih upravnih odborov oziroma upravnega odbora Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, je tako. Podpornik, velik podpornik športa in tudi sam velik športnik. Nisem tako velik bolj sem večji podpornik kot sam športnik, res pa je, da tudi uživam v, bom rekel, v tem. Marsikaj smo še naredili od kolesarjenja po Sloveniji, vse naše salone, od Murske Sobote do Izole, se pravi več kot 5 dni kolesarjenja, 604 km, so bili projekti 2016 do 2020, potem bila korona, za malo stoji. 2019 smo tudi nekako z ekipom 8 in 9 sodelavcemi in 4 poslovni partnerji osvojili tudi Kilimandžaro, najvišjo goro v Afriki, 5985 metrov. No, prav sedaj, tako da na sami premieri filma 10. ne bom prisoten v Ljubljani, bo pa odhajamo ekipa 2. oktobra za 3-tedensko turo na pot v Himalajo, pod sam Mont Everest, trekking v 3 dolinah, mislim, da so eni najlepši predeli Himalaje, kjer lahko bomo 3 tedne opazovali Mont Everest v svoje lepi luči. Verjamem, da pot ni enostavna, da zahtevna, moramo se tudi malo kaj pripravljati to, ampak zagotovo 3 tedne velikega ljubitelja, tisti, ki imamo radi gore, velike ljubitelji in velike neki skriti želje se bodo uresničile in bojo prinesle domov marsikatere dobre spomine in lepa doživetja, katere si pač prav vsi dobro želimo. Kako se pripravljate na ta podvig? Gre za ekstremne višine, drugačne razmere kot v hribih, ki jih poznamo v Evropi in gorah, pa ne nazadnje nisi profesionalni hribovec. Kdaj uspeš to? Jaz sem, bom rekel, prvič dobre slovenske hribe, smo marsikaj že prehodili, največji sem bil v Peruju pod samo goro Pisco na 4982 metri. Leta 2000, se pravi, zdaj nismo tako hodili, padla ideja, da obiščemo Kilimandžaro leta 2019 in tudi takoj, ko smo to osvojili. Takrat si prišel čisto navdušen nazaj, slučajno smo pri enem filmu sodelovali. Točno sem hotel narediti, da bi šli že kar 2020 v Himalajo. Organizacija takega projekta, moram priznati, da marsikdo ne bi bil verjetno tam, če ne bi Mik to organiziral zraven, tako da so zahvale, predvsem, da prideš dol varno, da vse čaka. To so ekstremni dogodki, tudi na samem hoti na Kilimandžaro, ki ponovadi nas sreče okoli -8 do -12 stopinj Celzija. Smo se 6-7 dni vrteli v takšnih temperaturnih zadevah, oziroma še malo manjše v nižinskih zadevah. Zadnjo noč pa so bile res ekstremne razmere. Temperatura je padla -24 stopinj in piha je veter od 80 do 120 km, to pomeni, temperatura je bila več kot -34-35 stopinj Celzija. Tako da to so res ekstremne primere, ampak hvala Bogu, vsi smo bili še zdravi in celi v dolino in zahvala smo tudi, bom rekel, potem nekaj donirali v Mošijo, tako da, ker to so pač stvari. Moče kdo ne razume, zakaj taka velika ljubezen do gore, bi rekel, gora ni nora, ampak tisto, kar je gora, ampak kdo enkrat zaljubi gore, pač se to proba, res pa je treba včasih upoštevati tudi razum, ni vedno tisto, da moraš osvojiti, če ne gre, pač odnehaš, da to je čisto v redu. Sedaj pa, ko se tudi pripravljamo na pot v te 3 doline pod sam Everest do 6000 metrov višinskih razlike, tam okoli 4 ure postane višinska bolezen, tako da to nikoli ne veš, ali dobiš ali ne, ampak nekako z neko vero. Kaj pa, če bi jo dobil? Kaj se zgodi? To pač ni. En dan odležiš naprej, ponovadi gre naprej. To se mi že 2-krat zgodilo, ampak to je čisto normalno. Če pa ne gre, pa se moraš spustiti, bom rekel, za minimalno 500 000 metrov niže, lahko tudi odneha, tako da tukaj nikoli se ne veš, ker tam je pač redek zrak, hodi zelo počasi in tako naprej. So pa nekako za letošnjo turo se pripravljamo tudi malo po tej metodi Wim Hofa, se kopamo v mrzli vodi od 2 do 6 stopinj Celzija in to je tisto, da bomo mogoče malo bolj pripravljeni na res ekstremne razmere, ko nikoli ne veš, lahko bo lepo vreme, sončno, bom rekel, čez dan tudi plus temperatura, lahko pa pride do, bom rekel, neurja, kakor smo doživeli na Kilimandžaro.
ta nas vodič je razlagal, da je bil peljal več kot 460-krat skupino ljudi na to goro in če je bilo 3 do 5 takšno vreme. Tako da ne veš, ali imaš srečo, da si to doživel, ali pa v bistvu nesrečo, ampak hvala Bogu, da smo na koncu vsi zdravi prišli nazaj domov in jaz verjamem, da bo tudi tokrat pod samim Everestom podobno. Everest je znan po ekstremnih razmerah. Povedal si, da se kopate pač v primerno mrzli vodi. Kakšne so še druge priprave? Treba je malo hoditi, treba je malo se kreirati, pripravljati psihično, predvsem tudi fizično. Kako psihično? Ta del me posebej zanima. Psihično pač je to, da pač verjameš v stvari, tudi ko greš hribe, pač moraš iti čez določene ekstremne razmere. Takrat, ko začne prva bolečina, ne moreš odnehati, ker če ne moreš iti v hribe. To je pa tudi zelo dobra psihična priprava potem za poslovno pot, da si pripravljen in tudi v poslovnem poti velikokrat pridejo težave in če odnehaš pri prvih problemih, potem ne moreš biti uspešen. Zato so te športne priprave in športniki tudi največji vzorniki podjetnikom in sam probam tudi nekaj za to narediti, dnevno se zjutraj nekako hodim 1 uro, približno 50 minut, 1 uro v gozdu, se srečujem z naravo, probam doživeti v največji obliki, tako da nekako sem nek pripravljen na te izzive, ki nas čakajo, ker iti v gore, da nisi pripravljen, je to res velika neumnost in izzivanje, bom rekel, sreče za sebe in tudi za prijatelje, ker je s tabo, tako da to je neka velika odgovornost in je treba z velikim spoštovanjem iti v gore in če ne gre, pač tudi odstopiš, nič narobe, se tekmuješ sam s sabo. Boš ostati živ, pa nikogar zraven sebe ne ogrožati, kot pa se upravičujem, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, telefon je še vedno odprt, nagradno vprašanje, knjiga je lepo darilo, Šepet metulja, spoštovani Franci pa sprašuje, kako je naslov filma, ki bo doživel premiero 10. oktobra v Ljubljani. Midva pa nadaljujeva pogovor. Kilimandžaro, Peru, je bila kakšna ekstremna situacija, da si se sam s sabo boril, da bi se vrnil? Ja, bom rekel, so trenutki, včasih pride na 3400, včasih pride na 4000 metrih, ta višinska bolezen, to je pač bolečina, ki jo pač nekako moraš preživeti, zraven skupaj, če pač ne gre, se vrneš, nič ni narobe to. Jaz vedno poslušam sam sebe, tako da zaenkrat je to šlo. Jaz sem zelo vesel, da najdemo tudi v ekipi vedno nekako vse stvari teče po planu, včasih pač ima do kakšne težave, ampak nekako za neko vero, zaupanje drugega si pomagamo in zaenkrat smo bili vsi zdravi in čili na vseh teh ekspedicijah, tudi po Evropi, tudi po kakšnih slovenskih hribih in to je tisto, kar je največ. In ko se vrneš domov, ko greš fotografije, nekoliko ne znaš opisati to radost do gore, ki jo lahko doživiš tam nekomu, ko pač ni, bom rekel, prehodil druga razni bližnjih hrib v domačih krajih. Torej, Triglav zate verjetno nekaj takega kot nam Celjska koča. Ja, mislim, na Triglava sem tudi bil 4-5 krat gor naprej, tako da tudi imamo ne samo Triglav, tudi druge, bom rekel, slovenske gore. Bili smo na Grintovcu pred 3 tedni, zraven gor naprej je podobno. Treba je hoditi malo, da vidiš, slovenske gore so res nekaj zelo lepega, priporočam. Vsem tem je pa res, da je treba biti pripravljen, tako kot tudi upozarjajo, bom rekel, te reševalci, da velikokrat srečajo v gorah. Več kot 50% reševanja se zgodi zaradi malomarnosti, zaradi precenjanja in zato upozarjam, da vsi, ko greste gora, da ste pripravljeni, da greste z nekom, ki to obvlada in zna, da vas pozori, kakšna mora biti oprema, obutev in predvsem, da se ne lotimo razmer, kadar so vremenske razmere neprimerne za to. Oziroma, če nas nekako sreča to v gora, da pač tudi odstopimo, se vrnemo nazaj, ker ne tekmujemo, ali pridemo na vrh ali ne, ampak predvsem uživamo trenutek v objemu in slovenske gore so ene najlepših, bom rekel, na svetu. Manjše, ampak zagotovo zelo, zelo lepe in ni treba hoditi samo po svetu, lahko greš tudi kar v bližnje Savinjske ali pa Julijske Alpe in doživiš to ljubezen do gora. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, naši telefoni so še vedno odprti, nagradno vprašanje je
Enostavno, menimo vsaj tako, če ste dobro poslušali, kako je naslov filma, ki bo doživel premiero 12. oktobra. Za darilo dobite knjigo avtorice Mateje Zorko Pavšar, Šepet metulja, ki je osebna zgodba našega nocojšnjega gosta. Veliko je aktivnosti. Tvoj dan se začne zgodaj in verjetno zelo pozno konča. Ja, ponovadi se zbudim okoli pol 6. ure zjutraj, si privoščim enourni sprehod v gozdu, na to v podjetje in se vračam okoli 7., 8., 9. ure, nazaj domov, razni poslovni sestanki in tako naprej. Ni problem, bom rekel, čas, predvsem je pomembno, da imaš ekipo, s katero lahko delaš, da imaš poslovne partnerje, da imamo stranke, ki tudi to cenijo, to je tisti navdih, kar te pač dela srečnega. Poleg dela si moraš znati vzeti tudi čas. Zelo veliko sem prepotoval po celem svetu. Bom rekel, mislim, da samo Sibirija in Japonska nista bile v mojih predalih, drugo smo nekako uspela ženo prepotovati, videti, moče tudi uspeh priti zaradi tega, ker srečaš različne ljudi po svetu, od Južne Afrike do Južne Amerike, Severne Evropa, Azija in podobno, ker srečaš, kako ljudi pristopajo k problemu, k načinu življenja in prav vidiš, da zelo velike stvari so zelo enostavne in zelo veliki ljudje po svetu, bom rekel, so zelo enostavni, tako da tisti, ki ustvarjajo ali pa ustvarjamo, nismo nekako tako, bi rekel, več vredni se počutimo, ampak smo nekako živimo in delamo, prepoznamo tudi vidik družbene odgovornosti in pomagamo ljudem in to je tisto največje vrednota, kaj na koncu šteje, ko se zvečer, bom rekel, uležeš, zaspiš z neko toplino v srcu, potem, da si lahko naredil nekaj danes dobrega, ali prodal dober produkt, ali nekomu naredil uspeh, ali dal nekomu priložnost, da se lahko naredi, da postane odličen zaposlen oziroma vodja. Rad bi poudaril, da zelo veliko mladih smo zaposlili v našem podjetju, so postali odlični vodje, direktorji in sedaj so vodijo in direktorji posameznih družb po svetu. Rad bi poudaril tudi, da tudi brez, bom rekel, nekako smo imeli analizo, povprečna doba, če si v Miku preživel leto dni, mislim, smo dali analizo 2021 leta, je bila več kot 13,4 leta, tako da tisto je to, smo nekako družinsko podjetje, ne samo, da deloma naša, bom rekel, družina, ampak tudi vsi smo nekako partnerji in vse projekte, ko jih peljemo v družbene odgovornosti, ko smo rekli 100 otrok na morje, kolesarjenje, pomoč marsikaterim, ki doživijo požar ali poplavne ujme, tako naprej pomagamo, koliko se da vsem, ne moramo pomagati skupaj, tako da smo tudi veliki podporniki športa, od rokometa, ker smo poleg Pivovarne Laško drugi najstarejši sponzor, že več kot 24 let, zraven tudi nogomet smo bili skupaj, atletika in podobno. Vsega ne moramo, smo pač manjše podjetje, mislim, da te stvari po družbeni odgovornosti se lahko samo z večjimi podjetji, ampak jaz pravim, vsak naredi to, kar pač želi sam za sebe. Seveda, če pride, če so boljša leta, se da več pomagati, če pa so slabša leta, se pač manj, ampak predvsem je pomembno, da to pride srca in tukaj bi ja tudi pohvalil zaposlene, ki to vidijo in pomagajo in včasih, ko se teče trenutki, je moče lažje kakšen projekt speljati, ker pač vidijo, da denar ne gre samo za investicije, pa za to, ampak tudi lahko pomagamo marsikaterim, ki so te pomoči potrebni. Tudi pri ustvarjanju kulture smo se pogovarjali, mi smo več kot 178 razstav slovenskih slikarjev v galeriji v Celju in Ljubljani. Zadnjih par let se s tem toliko več ne ukvarjamo, bolj poredko, ampak to je res, mislim, da ni bilo 10-15% znanih slovenskih slikarjev v naših galerijah. To so veliki projekti z Matejo in Zalanom, so ustvarjamo pri pisanju knjig, tudi Tinkara se zdaj zraven naštimala. Tako da vsem vesel ustvarjamo filme, tako da smo na vseh področjih nekako prikovani. Vsem je pa samo en cilj, da pač v tem uživamo, lahko ustvarjamo in smo lahko v poduk marsikomu, tako da marsikdo daj pokliče, kako bi lahko tudi on pomagal, se neko, če ne gre drugače,
da organizira 100 otrok na morje, ker to je res velika odgovornost, ne samo, da damo denar, ampak mi damo učitelje, vzgojitelje, mi damo program. Jaz osebno odgovarjam za teh 100 otrok oziroma za teh 2100 otrok, če se bilo komu kaj naredi. To so velike odgovornosti. Če pa to ne gre, pa nič, da to pač pomagaš Karitasu, Rdečemu križu in podobno, kjer tudi zbirajo otroke, ali pa Zveze prijateljev mladine in lahko delaš svoje stvari. Pa moče da je drugič to, tako da predvsem je treba v vsem tem, kar sem omenil, uživati in se veseliti jutrišnjega dne. Dejansko si dar naši družbi. Z vsem opisanim, tvoj krog gre res od družine, podjetje, družbeno odgovornost, šport, kultura, spet nazaj. Družina, podjetje, spet se pri podjetju zaključi. Pa me zanima, na začetku najnega pogovora, nocojšnjega si omenil, da se bom lahko malo spočil pa mlajši. Ali se dejansko lahko spočiješ, kljub temu, da si že del stvari predal, da se lotevaš stvari, ki jih sedaj bolj za dušo in srce delaš, da jih delaš za dobro družbene skupnosti. Zvečer, ko se vležeš, ko pomisliš vse te lepe stvari, kar si naredil čez dan, a je samo počitek ali je še vedno tisti črvek? Jaz moram znati, da tu sem zelo vesel, da nekako zvečer zaspim mirno, spokojno in nekako mogoče v mojem teh 16 letih, da sem 3-4 se prebudil po noči zaradi nekih obveznosti, nekih skrbi, ki so pač nastale nekako, če delaš s srcem, se nimaš česa bati in tudi se največja vrednota. Jaz probam da bi meni je cilj, da pač ko neke stvari razvijamo, dokončamo, pač da to predamo ekipi, da dela, da si postavljam vedno nove izzive, se pravi, bom mogoče šel ven iz oken, jaz sem malo ven odmaknil, pa bom delal na področju, bom rekel, prezračevalnih naprav doma in v svetu veliko več, kako tudi investicije, tako da izzivov zagotovo ne bo zmanjkalo, ker jaz mislim, da če podjetniki velikokrat delamo ne samo zaradi denarja, pa zato, da uživamo s tem, da ustvarjamo to tista adrenalin, ko nas potegne. Zaradi projekta samega. Ne smemo pa pozabiti, da pač je treba tudi živeti, tako da tudi te vdihi, potovanja, ki so časi poslovna, časi privatna, so tista, ki te nafile baterijo in nekako potem lažje premagaš te psihofizične težave, ki so v podjetju, ki vemo, da imeti podjetje dolgo časa, en že račun, da to jih ni veliko podjetij. Tudi hvala vsem sodelavcem in vsem, ki so ustvarjamo njihovo zgodbo, ki kreiramo in nekako naredimo, bom rekel, probamo narediti svet malo lepši. Je pa še nekaj, kar me zanima. Podjetnik, kot si ti, človek, kot si ti, ki je poln izzivov, idej, projektov, veliko prostega časa preživi drugje. Dobro, delate v istem podjetju, ampak tudi tvoja soproga mora biti zelo razumevajoča in te mora dobro poznati, da to vse nekako steče, da ni težav, ker si pa le verjetno zaradi svojih projektov veliko odsoten. Ja, bom rekel, družina je sigurno tisti temelj, kateri ti daje navdih takrat, ko je pač najtežje, tako da nekako živimo s tem podjetništvo zadnjih 30 let in jaz verjamem, da je to tudi tista adrenalin, ki te potegne za lepši jutri. Jaz bi se poklonila tudi tvoji gospe. Mi imamo pokroviteljico, krasno celjsko svetličarko. Moškemu cvet podariti je tudi lepo, ampak jaz jo iz srca namenjam to rožico tvoji soprogi, ki ti je stala ob strani ob vseh teh projektih in znala s tabo, zato da si lahko bil uspešen. Najlepša hvala. Hvala tebi. Predal. Tako. Hvala za pozornost. Hvala tebi za obisk v našem studiu, hvala za obisk v Ženski areni, za ta lep srčen pogovor. Veliko stvari novih sem izvedela, še več bi jih lahko izvedela, pa žal ni več časa. Za mojo oddajo se je čas iztekel. Želim ti srečno pot na Himalajo. Želim ti srečno s tvojim inštitutom. Želim ti srečno s filmom Šepet metulja. In seveda, imamo klic? Ne, nimamo, žal. Skratka, v vseh projektih, ki se jih bo še loteval, naj bodo uspešni, tako kot si do sedaj. Najlepša hvala za povabilo v
tvojo oddajo. Sem vesel, da sem lahko sprejel vašim gledalcem in želim, da se imate fajn in imate vsak dan za soncem obsijan. Srečno. Srečno želim tudi jaz, lahko noč do prihodnjega torka.